Sistem za elektronsko vročanje je pravzaprav vzporednica fizičnemu vročanju, kot ga poznamo sicer, ko gremo na Pošto Slovenije recimo in oddamo pošiljko in pričakujemo, da nam pošta izda potrdilo, da smo pošiljko poslali, kasneje pa da tudi prejmemo potrdilo, da je prejemnik pošiljko prejel. Ti sistemi so bili doslej izredno slabo razviti, imajo pa zelo velik potencial varčevanja, tako v smislu sredstev, ki jih porabimo za pošiljanje, kot v ekološkem smislu. Inovacija je trenutno v testni fazi, torej v preizkusni fazi, portal in celotna storitev je dokončana, je pa v fazi prodaji enemu večjemu kupcu v Sloveniji, tako da dokler ne bo ta prodaja zaključena in ne bomo dali v splošno uporabo. Slovenski patent je že potrjen, evropski patent pa je trenutno v zadnji fazi odločitve presojevalca in verjamemo, da bomo uspešni. Je v skladu z zakonodajo Evropske unije, bo možno prodajati tudi na ta tržišča? Pravzaprav je regulativa na tem področju precej svobodna. Nekaj več predpisov imamo z področja specialnih zakonov, kot je recimo pravdni postopek. To so recimo vsi postopki, ki jih vodimo s sodiščem, pa recimo zakon o upravnem postopku, to so vsi postopki, ki jih za državnimi organi peljemo. To so pa specifike za vsako državo in bo treba v teh specialnih primerih rešitev tudi po potrebi prilagajati posamezni državi, sicer pa je sistem odprt in bo se lahko uporabljal v celotni Evropski uniji, kar je dejansko njegova posebnost. Takega sistema namreč trenutno še ni.